rojen Jezus in Marija. Lepo in srčno pozdravljeni vsi navzoči, ker sem prepričana, da ste tudi vi pričevalci in ljubeče častite našega blaženega Alojzija Grozdeta, ali kako mu po domače rečemo, naš Lojzek. Če dovolite zaradi mladosti, lahko se tudi usedem. Hvala. Vsekakor knjiga je nastala na podlagi knjige gospoda profesora Streleta, ki je tudi bil vzgojitelj Lojzeta, ko je bil v Marjanišču. In občudujem gospoda profesora Streleta, da je pod takšnimi pogoji takrat v vojni napisal to knjigo, ki je bila prepovedana, in se spomnim gospoda župnika na Studencu, to je vas, v kateri je Lojze hodil v šolo, je moral to knjigo, profesor Streleta o Grozdetu, zazidati, ker so bile racije po hišah, kdo je imel to knjigo, je bil v nemilost komunistom. Knjiga je nastala po enem tako prijetnem dogodku. Jaz sem pri profesorju Streletu bila velikokrat zaradi mojih knjig, ker je profesor Strelet takrat bil glavni cenzor škofijski in nobena knjiga za duhovno vsebino ni mogla biti v javnosti, dokler profesor ni to dovolil. Ob eni priložnosti pa je rekel, ja, ravno danes sem oddal knjigo o Grozdetu v tisk. Jaz sem čestitala, ampak gospod profesor je čutil, da jaz ne vem, kdo je to Grozdet. Sem raziskovala, ker vem, da mi je gospod profesor veliko govoril o doktorji filozofije, psihologije, teologije, ampak v nobeni enciklopediji nisem zasledila ime doktorja Alojzija Grozdeta. In ob eni priložnosti v Stični, ker sem član Bernardove družine, sem spraševala, še zdaj ne vem zakaj, če kdo pozna tega Lojzeta Grozdeta. In gospa je rekla, seveda, jaz poznam teto njegovo. In tako je začela moja pot k Grozdetu. Ni bilo tako enostavno, ker je veliko ljudi že starih bilo, sošolci, ampak Bogu hvala, da sem našla 48 pričevalcev o Grozdetu. Tudi njegove sestrične sošolke, in to je res bila Božja milost, da sem lahko srečala te ljudi, ki so odkrito povedali. In zanimivo je, da nihče ni premišljeval, kaj naj pove, ampak to so tako povedali takoj, kot da se je to zdaj zgodilo, kot da ni sploh te časovne razdalje. Lojze Grozdet je rojen 27. maja 1923. leta v prečudoviti vasici Gornje Vodale na Dolenjskem, župnije Tržišče, in istega dne bil krščen. Toda v krstno knjigo, ta rubrika, v kateri naj bi bilo pisano ime očeta, je ostala prazna. In celo življenje to bila stigma Lojzeta Grozdeta, ker je bil nezakonski otrok. Mati se je po nekem času poročila v vas Gornje Impolje. Lujzek je pa, so ga klicali Lujzek, je ostal pa pri teti in stricu in dedku. Zelo mu je hudo bilo, da matere ni bilo doma. Ampak teta Ivanka je toliko nudila, koliko je mogla, še več, in zato se tudi ni poročila. Dedek je pa izredno bister človek bil, globoko verni so bili in so Lojzeta vzgajali res v enem močnem krščanskem duhu, in tudi njegova splošna izobrazba za tiste čase je bila zelo, zelo močna, in spoznanje njegovo je bilo tako na visoki ravni, tudi zato, ker je sam želel s čim več vedeti. Pri 3 letih se je pa zgodila huda nesreča, da ko je stric Janez vlekel eno drevo, je Lojze hotel pomagati, in je ta kamen, ki je bil ob tem deblu, je spodrsnil, Lojze je razbil glavo, teta Ivanka mislila, da je že konec otrokom, ampak ni bila zadnja ura njegova. Tako da je celo življenje imel eno stran brez las, zato je vedno nosil to beretko, ki ga si poznamo na fotografiji s tem. 6. razredom je šel v šolo v Tržišču, ker to je najbližje bilo. Potem pa v tistem času ni bilo
tako organiziranega šolstva kot danes, ampak je moral iti na Studenec in tam je končal 6 razredov, bil odličnjak. In sošolci in sošolke njegovi, vsi govorijo, ne vedo, kako je mogel Lojze vse zapomniti, o vsaki uri. In je potem tudi svojim sošolcem pomagal, nikoli se ni skregal s kakšnim. In ena zanimivost sošolca, ko mu je bil zelo dober prijatelj iz Orl, prej mi smo kakšen pouk raje šli ob ribniku, to je na poti na Orle gor, da smo lovili ribe ali pa golobe. Lojze je pa ostal pri pouku, vse zapisal, kaj moramo vedeti, in nam je prinesel tam, k ribniku je prišel, tako da smo pravzaprav imeli šolo v naravi. Lojze nam je vse povedal, kako moramo narediti, in naslednji dan smo mi prišli z nalogo v šolo. In tukaj se že kaže ta nesebičnost otroka. Kljub temu, da je živel v tako težkih materialnih razmerah, nikoli si ni želel nekaj, kar ne bi mogel dobiti. In vsi, tudi tete in sestrične, so govorile in potrdile, da je Lojze zelo spoštljivo se obnašal do starejših ljudi. Pomagal je ne samo sošolcem, ampak je redno, kadar je mati dovolila, je šel na Orle, da je pomagal sestričnam v vinogradu na njivi. Zelo je treba poudariti tudi njegovo čudovito lastnost, da ni zameril očetu oziroma očimu tudi, ki ga ni hotel sprijeti v dom, kljub temu, da je obljubil njegovi mami, in ga je celo zapiral doma, da ne bi hodil v pouku. Ampak Lojze je zjutraj, ker je moral, šel v gozd, živino nahraniti, vse, in je skozi okno skočil in šel k pouku. In tukaj se vidi njegova vztrajnost k znanju, čim več vedeti. Ob tem je pa še negoval svoje polbrate pa polsestre, ki jih je bilo 9. Očim je bil pa zelo močan alkoholik, tako da je mama res trpela vsem tem in sama je morala skrbeti za vse. In po končani osnovni šoli je učitelj in gospa župnik sta videla, da ta fant je res zelo močno napredoval in se razlikuje od ostalih učencev po svojem znanju, po svoji spretnosti, po spoštovanju, po odnosu do starejših, do sošolcev. In so rekli, ja, škoda ga je, da ne bi šel naprej se šolati. Ampak bil je problem, mati niso mogli nič dati, tudi sorodstvo ne. Pa kljub temu sta ravnatelj šole in tudi župnik napisala eno pismo in dala to pismo, da je seznanjena bila gospa Karla, ki je nekako prva bila negovateljka in skrbnica Lojzeta Grozdeta, ki je takoj po končani šoli šel v Ljubljano na sprejemni izpit in ravno takrat, 24. do 28. junija, je v Ljubljani bil prvi evharistični kongres Kraljevine Jugoslavije. In ravno na ta dan je Lojze prišel v Ljubljano in skupaj z to družino Pogačarjevih, pri katerih je delala teta Ivanka, in je pravzaprav ona pri enem pogovoru, ko so se pogovarjali o hčeri njihovi, da bo šla v šolo na sprejemni izpit, je rekla, veste, jaz tudi imam enega nečaka, ki je zelo, zelo dober fant, globoko veren, odličnjak, ampak mi nimamo nobenih možnosti in tudi nobenega ne poznam, ki bi mu lahko pomagal, da bi šel v šolo. In tako je teta Ivanka tako ponosno prosila in je uspela in so vsi skupaj, ta družina Pogačarjevih in Lujzek, se odpravljali na evharistični kongres. Pa je gospa Karla rekla, no, Lojze, veš, takšen pa ne moreš hoditi, ker Lojze je prišel v enih 3/4 hlačke, ene gumijaste copate, gor so samo spodaj, ni bilo nogavic, samo zgoraj en majhen klobuček, in mu je hitro dala oblačila njenih sinov in je Lojze šel na stadion. In jaz sem velikokrat šla na stadion naš tukaj, ki je zapuščen, žal, Plečnikov stadion, tako spoštujemo umetnike, ki jih je res Bog obdaril. In sem se dala sebe v ta položaj priti iz ene take vasi majhne, priti v Ljubljano, sam je prišel z vlakom, priti med eno množico duhovnikov, sester,
deklic, ki so bile tako v bele oblečene. In videti vse to ga je tako prevzelo. In gospa Pogačarjeva je rekla, nazaj grede ničesar ni povedal. Ko so prišli nazaj domov, je pa bilo treba pogledati, kaj Lojze ve za sprejemni izpit. Ampak je gospa Karla ugotovila, da o slovnici ničesar ne ve. Pa je stopila k možu in rekla, veš, Lojze ni pripravljen za sprejemni izpit. In gospod je rekel, daj mu denar, kupi vozovnico in ga pošlji domov. A misliš, da vsak kmet lahko gre v gimnazijo in se šola? Ampak gospa Karla ni odnehala. Je rekla, no Lojze, bova pa začela. In sta po noči do 12 vse obdelala slovnico in tudi pesem, ki jo moral dati na pamet. In je rekla, zdaj pa Lojze hitro spat, zjutraj je treba zgodaj vstati, ker gremo v gimnazijo na sprejemni izpit. Ampak Lojze, ki je doma bil vajen zgodaj vstati, je že ob 4 bil po konci. Ko je pa prišel po noči v soboto, je ta Ivanka rekla, veš Lojzek, celo noč obnavljaj. To je zdaj priložnost in ko stopiš tam bo veliko ljudi. Pa ko bodo klicali, kar na glas poveš svoje ime, nič te ni treba biti strah. Se veš, ti si kmečki fant, ampak kmečki fantje so pa močni. In Lojzek je res, ta gospa Karla je prišla zbuditi, Lojze je pa že stal pri oknu oblečen. Rekla, no Lojze, gremo. In ko so prišli v gimnazijo, je tam bilo veliko število babic, tet, mater, vse. Ko je pa prišel gospod Logar, ravnatelj, je pa naenkrat vse utihnilo. Ko so klicali nekateri fantje, ki so takrat bili pogumni v teh oblekah, kravatah, takrat je to bila taka navada. Celo teta ali pa mama je morala izgovoriti njegovo ime. Ko pa so poklicali Lojze, ta je z vso močjo na glas povedal, tukaj sem. Gospa Karla je pa šla vstran in je šla v frančiškansko cerkev, se poklonila Materi Mariji in je rekla, mati, ti veš, da je Lojze globoko veren, veš, da je priden, deloven fant. Prosim, pomagaj, da bo tudi svoj šolo in mogoče bo Gospod. Ampak res, Lojze je brez kakšnekoli napake z odličnim uspehom naredil sprejemni izpit, ko je prišel domov, je gospa Karla rekla, no kar 5 se malo igra z našimi fanti. In ti pač fantje, ko so videli takšnega kmečkega fanta, so ga zmerjali. En čas je Lojze bil tiho, potem je pa pokazal tisto, tudi kmečke navade, ravsovce, ne, tako da jih je položil na travo vse. Ampak vest ga je pekla, da je to naredil sinovom gospe Karle. Je šel po pravici povedati tej Ivanki, ta Ivanka je rekla, veš Lojze, kar 5 in povej. In je Lojze šel se opravičiti gospe Karli, pa je rekla, prosi naredil, ker oni ne znajo spoštovati, oni so takšni gospodičiči. Tukaj se spet vidi ta iskrenost Lojzeta, njegov ponos hkrati in tudi ponižnost, to sem storil, priznam in se kesam. In tudi v njegovih zapiskih v gimnaziji, ko jih je redno pisal, vsak večer je zapisal, kesanje je osnova in poznavanje sebe, globočino svojega duha je najboljša osnova in temelj za spoved. In to fant 12 let star. Globoka vera v tem fantu je bila. No, po izpitu je šel domov, pripraviti se za odhod v Ljubljano. Mati niso imeli denarja, 2 srajčki, eno do konca, drugo pa ni še bili uspela narediti, en kos kruha, zavit v papir in s tem je prišel Lojze v Ljubljano. Ko je odhajal, če ste bili mogoče v Gornjih Himpoljah, ko je živel takrat z mamo, pa z sestrami in brati, je pod hišo taka vzdolj, potem v spetinici, mama je stala na tej spetini in je rekla, Lojze, ne pozabi na Boga, dobro se uči. In celo življenje, kratko življenje sicer, je te materne besede Lojze obnavljal in rekel. Mati so rekli, ne pozabi na Boga. In v marsikaterem njegovem zapisu je tole. In še en rek njegov, ki so ga vsi sošolci poznali, to je bil, če je Božja volja, se bo zgodilo. Tako da marsikaj je rekel, pa daj nehaj Lojze s to tvojo Božjo voljo. V gimnaziji
ko je prišel v Marjanišče, da bi sploh prišel v Marjanišče, je gospa Karla šla lazaristom, marsikaterim redovnikom, nihče ni hotel pomagati, na koncu je pa Ban Natlačen pomagal, da je dobil določeno štipendijo, da se lahko šolal. Takoj v začetku je Lojze stal po strani in ni se združil nobenim, ker so se mu posmehovali zaradi njegove dolenjščine. Ampak kmalu so videli, da ta kmečki fant je zelo, zelo močan fant. Ne samo fizično, ampak tudi umsko. Vse naloge naredil in kmalu so začeli sošolci k njemu prihajati po pomoč. In je gospod Bernik, njegov sošolec, da je pokojni, je rekel, cela vrsta je bila pred njegovimi vrati, ko so čakali na pomoč. Drugi, ki so inštruirali, so računali, Lojze nikoli ni. On je vsakega poučil, vsakemu naredil nalogo in tudi vedel točno za vsakega svojega sošolca pristop k njemu. Kaj rabi za naprej, kako se naj obnaša. In tukaj se vidi njegova izredna moč sočutja do človeka. Njegovo sočutje, njegova vztrajnost biti dober in njegova načela dobrota bo zmagala. Moramo se združiti, moramo spet narediti to čudovito Slovenijo za krščansko Slovenijo. Vidi se tudi v primerih, ko je takrat že Skoj bil zelo močan in njegov dober prijatelj je že hotel se učlaniti v Skoj. Lojzeta je to tako prizadelo, da je hotel izstopiti iz Marjanišča in se preseliti v njegovo sobo, privat, tam, ko je ta fant stanoval. Pa je gospa Karla rekla, a veš, Lojze, koliko smo poti prehodili, da smo sploh dobili to možnost, da si v Marjanišču. In je se zahvalil in da me je zameril, ostal v Marjanišču. In celi razred, ves razred, pa ne samo v Marjanišču, ampak v gimnaziji so vedeli, da Lojze drži po konci vse. In nikoli ni bilo kakšnega nasilnega vedenja njegovega, da bi za katoliško akcijo tako agresiven bil, je pa vztrajal z vsemi pojasnili, kaj je katoliška akcija za to mladino, da je pravzaprav nosilec razvoja in prihodnosti Slovenije. In tudi kot predsednik Marijine kongregacije je izredno veliko vplival na mlajše ljudi, na mlajše učence in zanimivo je, jaz ne morem vse, to je zelo obsežno gradivo, ampak takšne izlečke, da recimo, ko je imel predavanje o komunizmu in so bili novinarji tudi zraven, pa ravnatelj, in nihče ni mogel vedeti, odkot, kako more takšen fant, ki je bil komaj 5. razred, tako vse vedeti o komunizmu, o marksizmu, o tej ideologiji, ki je bila res, se on zavedal, da ta ideologija bo razbila slovenski narod in nič dobrega ne bo. In zapisi so, da ljudje, sploh novinarji, so spraševali, odkod je ta, kakšna družina je, in ni jim bilo jasno, kako mora en takšen fantek iz takšne vasi imeti takšno znanje v tej starosti. In tudi slovenščino je čudovito vladal, pesnik je bil. In tudi profesor Strle je rekel, zelo sem zaskrbljen za Lojzeta Grozdeta. Odličnjak je, povrh še pesnik, športnik, pianino igra. Se bojim za njega, da ne bo zaradi vseh teh uspehov, ker je odličnjak bil, šel na stran pota. Ampak ne, Lojze je ostal. Res pa je, da je velikokrat mu je zmanjkalo potrpežljivosti, če ga je kdo izzival na takšen grob način in je enemu, ko so šli na sprehod, takrat je bil vzgojitelj zraven, niso sami mogli iti na sprehod na grad in ga je tako izzival, da je Lojze rekel, veš, z nožkom te bom udaril, in ga je res porezal, na kar je profesor Strle stopil k njemu in Lojze zapisal v dnevnik. Do tedaj nikoli nisem čutil tako močne roke, kot je bila roka vzgojitelja. Tako da Lojzeta res lahko častimo kot izredno osebnost v tej mladosti. Socialno bitje, izreden kristjan, spoštoval je vsakega človeka in vsakemu je hotel pomagati. Ganljivo je njegovo dejanje, ko so odločali, kam naj grejo po 4. razredu.
Vsi so imeli doma se s kom pogovoriti, z starši, sorodniki, brati, botri. Naš Lojzek pa nobenega ni imel, ampak je imel. Je šel v podobi Matere Marije, pokleknil in rekel: veš, Mati Marija, ti si moja mati, jaz pa tvoj otrok. In ko hodim v šole predavati, prikazati Lojzeta s otroci, vidite, kakšna je to ljubezen, kakšno je to zaupanje v materino pomoč. Kako je to nekaj enkratnega doživetega, da otrok poklekne in reče: ti si moja mati. Enako njegova ta veličina, njegova sproščenost, njegov iskren pogovor z Bogom je, ko je po evharističnem kongresu leta 1942, potem so bili v Bohinju na tečaju in je tam v dnevnik zapisal: Sveta Evharistija, sonce mojega življenja. Kako je on doumel to. In gospa Karla je zapisala v dnevnik, ona je vodila, jaz imam ta dnevnik tudi, je vodila vsa te večje dogodke, zapisovala in rekla, sem opazovala Lojzeta, s kakšno predanostjo je on vse to opazoval, kako globoko je doživel vse to. To ni bil za njega en takšen sprehod ali pa videti, kje je, ampak on to doživel, on se je predal temu. In zato je res Lojze Grozdej zgled krščanskih vrednot. Ob tem vsekakor je treba izpostaviti dejstvo, da so takrat člani katoliške akcije bili največji sovražniki tedanjega komunizma, brezbožnega komunizma. Zato so jih spremljali, ampak nikakor, tukaj je zapisi Mateje, ki je Zdenki Križ poročal, da skozi raziskujejo, kako morajo ti listki katoliške akcije tako biti razmnoženi in priti kar naprej množico otrok in odraslih. Ampak niso mogli doumeti, da če Božja volja, kot pravi Lojze, je vse mogoče. In ta katoliška akcija je res, tudi sem se pozneje z gospode, ki so še navzoči bili takrat, so mi govorili, da res katoliška akcija je vzgajala mlade ljudi v duhu spoštenosti, dostojanstva, potem odnosa do profesorjev, do družine. In marsikateri sošolec je rekel Grozdetu: ne morem zastopiti, kako se moraš enako obnašati do profesorja manj vrednega predmeta. Pa je Lojze takoj skočil, rekel: veš, zame noben predmet ni manj vreden in vse profesorje enako spoštujem in cenim. Res pa je v začetku, v prvem letniku, v prvem poletju imel Cvek enko iz srbohrvaščine, pa ne zato, da ne bi znal, ampak profesorju ni bil všeč takšen kmečki fant z takšno svetlimi lasmi, pa tisto kravato kvačkano in tistim klobučkom in tako naprej. Ne. Vidite, ampak Lojze je to rekel: če sem odličnjak bil ves čas in če mi je zaupal župnik, profesor, pa mati so rekli: pojdi Lojze, da se boš izšolal, da ne boš ti v tej siromaščini živel, kot smo zdaj, potem bom dokazal, da sem res zmožen in enako vreden. Je pa bil zelo občutljiv na dejanja, ki moralno niso odgovarjala njegovim načelom. Bil je zelo izrazit športnik in ko so imeli v Sevnici ene nastope, ni hotel več hoditi, je gospe Kali rekel, da ne bo več hodil, ker te druščine, pa mu nadaljuje, gospa Karla pravi, ni mi hotel povedati do konca, kakšna je ta druščina. In je peš šel iz Sevnice v Gornje Impolje. Za leto 1941, ko je šel peš iz Ljubljane, je prišel z vlakom, iz Sevnice je 5 ur hodil v Gornje Impolje po snegu za Božič in je odložil tisti koledar in podobice, ki jih je celo leto zbiral, ker takrat ni bilo kot danes, da otroci dobijo podobice. In tudi prve petke niso poznali. In je potem po hoji, 5-urni hoji, dal to otrokom, ki so ga komaj čakali, in je šel na Studenec po nošnicam. Jaz sem eno babico dobila leta 2000, katerega že sem delala to, in je takrat bila 92 let stara in rekla: nikoli ne bomo pozabili Lojzeta, ko je tako
globoko predan molo pred podobo Matere Marije. In pravi, mi so zašli, oni pa še vedno molo tam. In je res, njegova molitev je res bila pogovor z Bogom. Njegove pesmi izražajo pripadnost Bogu. V začetku so to pesmi, ki opisujejo lepoto Slovenije. On je s takšno ljubeznijo opisoval te kraje. Malkovec, ko je bil na počitnicah z družino Pogačarjevih, je znal izredno čutiti in to naravo, s katero je živel. In to se čuti pol v njegovem življenju. Njegove pesmi, ko govori Slovenija, Slovenija, ti moja bolečina. To je tako iz srca povedal, ampak je hkrati čutil, da tudi prihaja smrt. V enem pogovoru z sošolcem pravi, veš, smrt je vsak dan pred našimi očmi, bodimo pripravljeni. Enkrat s drugim sošolcem pa pravi, čutim in bojim se, da nisem pripravljen na tako trpljenje. Pa mu je sošolec rekel, pa daj Lojze, se vendar greš vse, delaš v čast in slavo Bogu. Povej, izpovej. Pravi, vsak dan rečem Bogu, ampak nisem siguren. In ob eni priložnosti, ko je bil pri Pogačarjevih ponavadi ob nedeljah šel na kosilo, njihov sin Peter je šel k domobrancem in je gospod Pogačar rekel, no Lojze, prišel je čas, da je treba vzeti puško v roke. Pa je Lojze rekel, ne, jaz nikoli ne bom vzel puško v roke. Jaz imam druge naloge in nikoli ne bom dovolil nobenega sovraštva in ubijanja. Bog nas je dal zato, da spoštujemo enega drugega, da si imamo radi. In pravzaprav to je njegova iskrenost, poštenost, ta prijateljski odnos do ljudi in ta prijateljski odnos iskal iz prijateljskega odnosa do Boga, je ustvaril to, kar je. Božji otrok. In pravim, da je res zgled in z velikim spoštovanjem pristopimo k temu zgledu. Kadar grem mladini pripovedovati, vedno jih spomnim. Lojze je vsak večer zapisal svoj dnevnik. Kako sem se obnašal do svojih sošolk? Ali sem znal obvarovati njihovega dostojanstva in ponosa? In to je potrdila tudi gospa Incko Marija, mama gospoda Incka Valentina in tudi učiteljica ena, takrat je bila stara 87 let. Rekla, ko smo šli čez Tromostovje, dekleta, pa smo se posmehovali, Lojze to ni sam glavo dol, pa če je rekel, hvaljen Jezus, pa je šel naprej. Ampak vedno zjutraj je šel v kapelico prvo, pomoliti se Bogu. In sestra, ki je skrbela za kapelico, pravi, drugi fantje so kar tekli, šli, on pa nikoli ni izostal, da ne bi šel se pomoliti. Nazaj grede, pa je vedno šel v frančiškansko cerkev pri Tromostovju zahvaliti se za ta dan. Kako je Lojze bil cenjen in spoštovan zaradi teh svojih lastnosti, pridnosti, sočutja, ponosa, kaže tudi dogodek po njegovi smrti, da je škof dovolil, da so v vseh razredih v Marjanišču in celo v nekaterih razredih na gimnaziji bile fotografije Lojzeta Grozdeta. Zato je pa tudi škof potem bil prijavljen sodišču. No, izrazita njegova lastnost je to, da je zvečer pisal, koliko sem danes prosil za svoj narod, koliko sem molil za svoj narod, kaj sem naredil za svoj narod. Ali sem svojo dolžnost kot Slovenci izpolnil, ali sem naredil to, kar je nebeški oče od mene pričakoval, ali sem materi Mariji se kaj zameril, sem kaj naredil kaj za njo. In to je vsak večer ob kesanju in spovedovanju in spraševanju vesti in zapisov. In to so dnevniki, taki zapisi, nekaj jih je še ostalo, da res včasih me prav žalosti, da imamo občutek, da se ne zavedamo veličine tega pokončnega Slovenca.
izvestega kristjana. In v nekaterih cerkvah ne vidim podobe Lojzeta Grozdeta, kar se mi zdi, da vsaka župnija ima toliko možnosti finančnih, da bi v cerkvi bila podoba Lojzeta Grozdeta. In zelo žalostno je, da ko so pohodi na grob Grozdetovem, ni mladih duhovnikov, ne študentov teologije. In to je žalostno. Lojze je zelo bil vezan na mamo. Nikoli ni očital, da je nezakonski otrok. In leta 1942 ni mogel več držati doma, v Ljubljani mislim, v Marjanišču. In je rekel teti Ivanki in tudi predstojniku Marjanišča, jaz moram iti domov, ker ne zdržim več v Ljubljani, tudi učiti se ne morem več, tako mi je hudo. Od pomladi nisem dobil nobenega obvestila od mojih. V tem času je pa mati skupaj z družino morala iti iz Gornjih Vodal, se je preselila v Šentjošt, ne. Ne, v Šentrupert, bom se spomnila. In je zato, ker so tukaj Nemci bili v Gornjem Mimpolju, stari oče je ostal, se je preselila. In Lojze zato mora imeti te propustnice za nemško in za italijansko mejo. Teta Ivanka in tudi gospa Karla so ga svetovali ne hoditi, ker je zelo nevarno, vojna je, ni sigurna pot, ampak je vstajal in je šel. In je iz Ljubljane šel prvo v Struge, tam je bil njegov dober prijatelj Lazarist, s katerim je on bil na duhovnih vajah v cerkvi Srca Jezusovega na Taboru. In Lazaristi, dokler te knjige bilo, niso vedeli, da je tukaj Lojze bil na duhovnih vajah. In s tem fantom je bil zelo, zelo povezan. Žal sem tudi najdla v arhivi, da je bil ubit v Divači, in tako da so tudi potem sorodniki izvedli, ki je ubit, in so potem najdli. In pri njih je bil en teden in meščani Strug pravijo, kako je ta fant poživel v nas vero, kako se z njim smo se pogovarjali, kakšna je njegova socialna razgledanost, kako je on znal tolmačiti ta brezbožni komunizem, ki je strup bil, ki je uničil našo mladino, ki je odvzel ponos dekletom. On je vse to razlagal tem meščanom, ki so veliko, seveda on je bil takrat 19 let star, ne, in sošolka njegova in tudi prijateljica od njegovega tega, sestra tega fanta, pri katerem je bil, govori, kako je Lojze bil nekaj izrednega. On je vsak večer so oni šli k maši, celi teden, zima, za Božič. In ko je prišel domov, je še bral Hvala za Kristus, to mu je edina knjiga, ki jo je imel. In vedno sta skupaj s tem svojim sošolcem molila rožni venček. Pravi, naša mati ga je občudovala, kakšna potrpežljivost, kakšna predanost. In tudi v Strugi so rekli ljudje, ko so prišli z maše, pa mi smo občudovali tega mladega fanta, kako je on globoko bil predan, kako je žarelo iz njega ena milost, ena ljubezen, ena sproščenost v duhu. Prosim mati in prosijo za te ljudi tam, ki so bili, za polno razumevanje vseh. In to so nepozabna pričevanja teh njegovih sošolcev. In to je res nekaj vrednega. In hvala Bogu, da je bilo dano. No, iz Strug je potem rekel, jaz ne zdržim, če jaz grem k materi. So mu potem so ga speljali v Ambrus. V Ambrusu je bil pri sestri tiste gospe, pri kateri je bil v Strugi. To je bila gostilna, še zdaj je ta gostilna, nasproti župnije. In je zvečer so molili rožni venček, peli so zelo lepo pel Lojze. In zjutraj, ko je zgodaj vstal, da se je odpravil v Ljubljano, po tolikih letih, ko sem bila pri tedanji deklici, rekla, veš, ko so pa mati zjutraj pospravljali sobo Lojzetovo, so pa našli Lojzetov molek
in mi ga je dala. Besedami, veš, moja sinova, to nič ne briga. Jaz sem jim povedala, da je moj oče, ki je toliko dal partizanom, da so gubili, in so rekli, veš kaj, če dedek nič ne bi naredil, pa ga ne bi ubili. In to je tista dediščina molka in nezaupanja in vsega, kar se dogaja še danes. In potem je Lojzeta so iz Ambrusa peljali v Stično, tam je bil pri maši, to je bil v Hailu, in je z vlakom šel v Ivančno Gorico in sem v Ivančni Gorici dobila brata tistega fanta, ki je peljal Grozdeta na Mirno. Zraven Grozdeta je bila še, zdaj je hčer te punčke tedanje, ki se je v Šentrupert peljala in mi je pripovedovala, pravi, mama je rekla, da je Lojze bil tako nekam zamaknjen, odsoten, sploh se nič ni z nama, še ena deklica je bila, nič se z nama ni pogovarjal, enostavno je tiho bil, nekam zagledan, nobenega pogovora ni bilo, ampak ko sem bila pri tem gospodu v Ivančni Gorici, ko je njegov brat peljal Lojzeta, je pa neverjetno, kako je ta človek reagiral na to mojo voljo in željo, da bi spoznala, da bi kaj več vedela o Lojzetu. Smo bili srečni, da je mož bil z mano v eni sobi, same fotografije so bile od Kardelja, Tita, vseh mogočih junakov tedanjega časa. In toliko res je hodil okrog mene, toliko da me ni mahnil, kaj se to pravi tega izdajalca. Pa sem ga spustila, da pač govori, pa sem rekla, gospod, jaz bi vam samo svetovala, poglejte, sebe ste prizadeli, koliko živcev je vaših, koliko moči, koliko energije, da je šlo za to, da boste dokazovali nekaj, kar ni res. Vsi imate pač pravico, Bog je dal svobodno voljo, tudi vi lahko govorite, kar hočete. Ampak mene nič niste prizadeli, ampak sebe ste prizadeli. Po en čas si pač, pa se umira preko vse imaš prav, ne. Tako da sem v Mirni Peči imela tudi precej težav glede prizadovanja. No in Lojze, ko so prišli na Mirno, pri vhodu v Mirno, verjetno poznate, na levi strani je taka majhna hiša, kovačnica je bila, so jih poustavili vojaki, stražarji, ker ravno v tem času pa je na Mirni bil Matija Maček, Ivo Lola Ribar, Šajinović in Šajinović je pokopan v grobnici v Ljubljani pri skupščini. In seveda so rekli, idi dol z voza in je odprli so torbico njegovo, notri je bila ta knjiga Hvala za Kristusom in tudi zgibanka Fatimske Matere Božje, pa še nekatere podobice in članska kartica katoliške akcije. In kaj hujšega je bilo? So prebrali to vse in so rekli, sploh zato, ker v tem času, da nekdo pride čez mejo tam, ko je toliko ljudi iz glavnega štaba na Mirni, to je bilo nedopustno. Drugo, stražarji so bili zelo pod vplivom alkohola, ker ravno takrat so zavzeli grad na Mirni, ko je bilo veliko alkohola, veliko vina in so pili tako in zažgali, tako da je še en teden skoraj gorel grad na Mirni. O tem pričuje tudi gospod Marin, ki je zdaj že pokojni, ko obnavlja grad na Mirni, ne. Tako da on je takrat bil 12 let star in je njegovo pričevanje res izredno verodostojno in tudi učiteljica, ki je učila Grozdeta v tem času. No, ko so ga zajeli Lojzeta, je deklica šla naprej, pa ta druga, samo njega so pač prijeli in so ga iz Kovačije peljali v gostilno, zdaj je to pri Franski, in tam so ga pretepli, bili so alkoholizirani in ta gospa, lastnica, je rekla, veste kaj, če tako mislite osvobajati našo domovino, tega ne dovolim. V moji gostilni nobenega ne boste pretepali in ga jih je nagnala ven. In ravno takrat, ko so šli iz gostilne ven, po stopnicah je Marko zagledal Lojzeta, ker so gledali čez špranje tista okna, ko so bila, in je videl, da je ta poveljnik vojakov rekel, dajte tistega belčka ven. Marko je pa mislil, ker je ta fantek imel take svete lase, dejansko so ga poimenovali kot domobranca Belček. In so ga brcnili tako, da je padel po stopnicah.
Iz te gostine na desni strani je bila, so ga peljali v Jesenik, da tudi tam so ga matrali, potem pa čez most v Sokolski dom. Tam so pa bile zbrane tovarišice partizanke, ki so imele posebno nalogo čim več maltretirati, poniževati, pretepsti tega neubogljivega fanta. In so celo šli agitirati po vasi in v cerkev, naj morajo vsi priti v Sokolski dom, ker je zabava. Kaj je takrat Lojze pretrpel, to samo Bog pa on zna in ve. Od tam so ga potem peljali po dolini Mirne. Jaz nikjer nisem točno zasledila, ker sem tudi peš vse obšla, ker je zdaj drugačna konfiguracija, ali so ga peljali po tej cesti, ki je zdaj, ampak malo verjetno, ker zdaj je to široka, ampak verjetno so ga peljali, kot mi je en gospod pol trdil, da so ga peljali ob progi, ki zdaj ni več, takrat je premog peljala, in to so bili domačini, ki so ga peljali. In pri tem pa, da ga je brigadirsko sodišče obsodilo na smrt, kar sploh ni, ker ni bilo leta 1. januarja 1943 sodišč brigadirskih. O tem bom tudi prebrala dogodek, kako je opisan. Ne dvoma, da bi to niso bili domačini, kar potrjuje pričevanje botra, ene deklice, on je bil pri vojakih, pri partizanih, in je prosil tega komandirja, naj ne ubijo tega otroka, ker čist nič ni kriv in je res nedolžen. In je on to povedal svoj botri, on je bil botr te deklice, na smrtni postelji. Na smrtni postelji. Njen oče je pa bil domobranec, je služil, bil pismonoša v Tržišču in je šel, potem je zbežal iz Slovenije in sta v Ameriki in je to njeno pričevanje potrjeno na cerkvenem sodišču in jaz imam ta faks njegov. Zanimivo pa mi je bilo in zelo mi je prizadelo, ko sem raziskovala, kje je dedek rojen in vse te vasi okoli Mokronoga in Vodal, Orl in sem zvedela, da je dedek rojen v eni vasi nad Mokronogom. In sem šla z možem gor in sem slučajno ni slučajno pri Bogu nič, pri enem vinogradu bi gospod in sem ga spraševala, če mogoče ve, kje je ta hiša, ker sem imela številko hiše. In mi je on povedal, da je dejansko to njegova sestra, kateri je ta njen boter povedal. Ampak je tako trpel zaradi vsega tega in ni upal povedati sploh, da je njegov oče bil domobranec za tega očeta in se je 2 črki v svojem priimku zamenjal, tako da je bil vodilna oseba v tovarni usnja, je bil v Rusiji in je pred nama 2 začel jokati. Še njegova žena ni vedela za to, kar se je dogajalo. In mi je on poslal ta faks, ampak je gor zradiral številko faksa, vsega veste, da ne bom povedala. In je res, v knjigi je ta faks, kot pričevanje, tako da so ljudje res bili ustrahovani in pravim, da je strah globoka korenina zla. No, potem so ubili Lojzeta. Zdaj je konfiguracija drugačna, ampak takrat ti otroci, ki so ga našli, ko so se vračali iz šole, so rekli, da tako velikih zvončkov, tako topličnih zvončkov nikjer niso našli, kot so bili ob Lojzetovem grobu. In dejansko je takrat skala, ta stara skala je bila takšna, res kot da bi Božji grob bil tam. In Goran Ambrožič, ki je našel leta 1., njegov oče je bil stražnik in je takoj šel očetu povedati, in oče prišel, je zapisal in so v tem času pa je že, 1. januar je bil že in v Marjanišču ni bilo Lojzeta in začeli so iskati, kaj se dogaja z Lojzetom, ker so vedeli, da je on dosleden, da se drži hišnega reda in celo takrat, ko je igral ta rok, če je bila ura za iti v Marjanišče, je nehal pri Pogačevi in je šel in je Pogačar je to strašno jezilo. Hočem povedati, kako je Lojze bil dosleden in so tudi ravnatelj začel spraševati, kaj se dogaja z Lojzetom, da ga ni z Grozdetom. Teta Ivanka je šla lazaristom spraševati, ravnateljstvo nikjer ni mogla nobenega podatka
takrat ni bilo telefonov kot danes, in je odhitela k sestri, k Mariji, k Lojzetovi mami, da se, Škocjanu je bila mama, bravo. In je poizvedovala, kje bi lahko Lojze bil. In ravno so bili pri župniku, no, juho je gospa skuhala, kuharica, in je prišel en gospod z enim dojenčkom v rokah, kot češ, da ga ne bi straža, ker so partizani bili tam, da ga ne bi pač ustavili, ampak kot dojenčka peljen v varstvo, pač v zaščito kakšno, je rekel: pridite, Lojzeta smo našli, ampak hitro pridite, da se ne bo zvedelo. In teta Ivanka hitro je poklicala mamo, da je prišla, učiteljica, in so šle in so res našli Grozdeta, Lojzeta, pod tisto skalo v Rijašci pri Mirni. Odhitela je nazaj, da prijavi, zdaj kako Lojzeta pač odpeljati, rešiti pogreb, na kar je eden iz Sokolskega doma, tam, ko so mučili Lojzeta, prišel z zapravljivčkom, je rekel: takoj moramo odpeljati Lojzeta, ker če se bo zvedelo, da tam leži ubit od strani partizanov, ga bodo partizani odpeljali in nikoli ga več ne boste našli. In je ta gospod šel potem nedaleč od Mirne, je bilo pa, legionarji so bili, in je povedal, za kaj gre, in je ta gospod je skupaj z 12 vojaki so odpeljali Lojzeta iz mesta poboja v Šentrupert in je ležal v kapeli grofa Barbo. In enkrat, ko smo posneli en film, in ta novinarka je bila ena prav nečakinja tistih grofov in pravi: sploh nisem vedela, da je to naša kapela. In tam je Lojze bil čez noč, so ga varovali. Ob njem je takrat bila 17-letna deklica, ki so mi jo našla v Ankaranu pri 90. letu starosti, in je rekla: nikoli ne bom pozabila obraza Grozdetovega, kako je bil izmaličen, kakšen je bil, ampak sem se počutila pa nekako varna, pa sama sem bila ob njem. In še en dogodek, ki govori o svetosti Lojzeta, pri tej gospe v Ankaranu. V starosti je imela operacijo kolka, pa so zdravniki premišljevali, ali bi naredili operacijo ali ne, zaradi starosti, ampak ona je vztrajala in po 2 tednih, po enem tednu šla na pregled, po 2 tednih se je gospa dobro počutila, že hodila skoraj, pa je ta kirurg rekel: ampak gospa, kako to, da ste tako hitro okrevali? Ja, pravi, to mi je pa Lujzek pomagal. Pa je vprašal, kaj je on, kirurg ali pa, ja, pa je povedala, za kaj gre, pa so sprejeli to. Tako da Lojze je bil res en čudovit fant. No, in potem so pa terenci izvedeli za ta pogreb in so dobili nalogo pobiti tiste, ki bodo za pogrebom. Ampak so domačini to povedali učiteljici in ona je 2 razreda učencev pripeljala na pogreb. Tako da niso mogli to nalogo izpolniti, pa ker so vedeli, kakšna nevarnost je pa ni bilo nobenega križa, nobenega znamenja na grobu, samo ena starejša gospa je v pletu zavidlo brezovo vejo prinesla in so to vejo postavili na ta grobek. In desetletja je ta grobek bil brez kakšnekoli znamenja, na kar je teta Ivanka prosila, ne čaka, da postavi, ker je rekla: daj postavi križ, ker se drugače bo izgubilo ime tega deteta. In tudi ona je skrbela potem za grob, na koncu, potem so pa v župniji sami skrbeli za to. In kot dokaz njegove svetosti je tudi to, gospa Karla je vedno želela, ta gospa, ko je dobrotnica bila, da ne bi v starosti bila otrokom na poti. Bila je globoko pobožna, en večer je šla k maši, na prehodu za peš je zbil avto in ponoči je umrla. Ampak njeno življenje je res bilo popolnoma predano Lojzetu. Ona je globoko verjela, Lojze bo svetnik. In ob bolezni kakšnih sorodnikov ali znancev, prijateljev
Ali pa če kdo šel operacijo, je pa doma imela brisačke pa srajčke od Rozdetove in ona to narezala koščke in vsake dala tu vzemi ti bo Lojze pomagal. In njena snaha, ki je zdravnica, je zbolela tako, da je vid nenadoma začel slabeti in je šla na vse preiskave in niso mogli pač operirati, ker so rekli, ali bo pač prišlo do popolnega neuspeha ali bo prizadeta. Veste, kaj je Karla rekla? Ne skrbi, bomo molili našega Lojzeka in bo vse naredil. Ta gospa je še zdaj živa in je to od Janeza Pogačnika žena. In kaj se je zgodilo? So uspeli odkriti mesto tumora in ta tumor je ostal v taki velikosti kot takrat in ničesar se ni zgodilo. Kaj pomeni globoka? Verjeti in se bo zgodilo. Teh dogodkov je zelo veliko, je tudi celo pričevanje ene študentke na fakulteti, ko je naredila izpit samo zato, dvakrat je šla, tretjokrat je rekla, Lojze, pomagaj, ker če zdaj ne naredim, letnik mi bo šel. In pravi, a veste, ko sem naredila, sem se nasmehnila, pa je profesor rekel, no, zakaj se pa smeš, pa sem mu pa dala tisti listek, ko piše Lojzek, pomagaj. Pa niso zavrnili. Tako da ta prisrčnost Lojzetova je res človeka prevzame in ne moremo brez njega, res, tako da jaz ga občudujem, sem mu hvaležna za vso pomoč in res se mi zdi, da bi nastala praznina v mojem življenju, če ne bi tako imela velikega prijatelja, kot je Lojze Grozde. Se opravičujem, če sem mogoče predolga bila in to dokazuje, da tudi pričevanje, ko sem to gospo iz Ambrusa peljala, ker ni vedela v vseh teh krajih, ki je bil, ko smo prišli v Ljubljano, rekla, a si ti mogoče njegova sošolka bila? Sekla, no, ker ga tako dobro poznaš, ampak se nič zavedala letnice. Res imam nekaj let, ampak to kot Lojze pa tudi ne. Tako da je teh, recimo tudi, ko so Kikla ubili, on je redno šel na grobove teh svojih sošolcev in razjokal se na grobu in je rekel, poglej, tudi prihaja vrsta na nas in je nesel rdečo vrtnico. Pisal je čudovito. Edino, kar se mi zdi taki nežni, občutljivi osebi, sočutni, da je bil dober bokser. Pa to ne vem, če ravno gre, ampak tudi to je športno. Tako da, jaz se vam opravičujem, ker sem mogoče predolga bila, gospod, vi povedali, da malo predolga. Lepa hvala za vaše poslušanje, za potrpežljivost in vam želim veliko blagoslova in naj bo Lojze z vami, ker res je čudovit. Imejte ga radi in se mu, ko je rekel en gospod, včasih ga pocukam za rokav, pa uspe. Teh zgodbic je veliko teh pričevanj. Lepa hvala za vse. Bog vas želi.